Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude in tokrat se bomo ukvarjali s tematiko, katera je malce presenetila tudi mene samega. Namreč na predstavitvah in testiranjih smo lahko zapazili, da pri 4 ekipah, ki uporabljajo pogonski sklop Mercedes, imamo 4 različne rešitve, kar se tiče aerodinamike v tistem pokrovu pogonskega sklopa. Skušali bomo razumeti, zakaj so se tako odločili in kaj lahko pomenijo te rešitve. Na začetku bi vas rad opozoril, da v tem prispevku se bom ukvarjal s tematiko iz mojega osebnega zornega kota in z mojim načinom razumevanja. Opozoriti vas hočem, da nisem inženir in nimam vpogleda v tiste podatke, ki so na razpolago ekipam. Meni osebno je nekako razumljivo, da enak pogonski sklop zahteva približno enake rešitve tam v zadku bolida. Nekako tako, kot so nas navadili naprimer pri Red Bullu ter Alfa Tauriju. Nekje od tistih vstopnih rež proti menjalniku je bil bolid dobesedno enak, ker praktično tista najboljša rešitev je ena sama. A pri Williamsu, McLarenu, Aston Martinu in Mercedesu smo letos videli izjemno različne rešitve, kljub temu, da imajo vse 4 ekipe pogonski sklop Mercedes. In mnogokrat boste slišali razne avtorje, da razmišljajo o tisti zunanji podobi tega pokrova pogonskega sklopa. Malo kdo se bo spustil v podrobnosti, kako poteka zračni tok pod pokrovom prej omenjenega pogonskega sklopa. In tudi temu argumentu bomo malce namenili pozornosti danes. A ukolikor ima kdo izmed vas boljše videnje, boljšo teorijo, katero prosim tudi argumentirajte, sem tu in z veseljem vas poslušam. A zaenkrat začnimo z našim prispevkom. Williams nas je na predstavitvi nekoliko presenetil, posebej s tisto obliko pokrova pogonskega sklopa tam nad bočnimi hladilniki. Videli smo, kako se strmo spušča navzdol in ukolikor pogledamo to fotografijo, si lahko predstavljamo, kako teče tisti zračni tok izreže skozi hladilnike in nato v zadku pri menjalniku tudi ven na prosto. In seveda razumeti moramo, da pogonski sklop Formule 1 se hladi skozi te hladilnike ter izmenjevalce toplote, ampak določene komponente rabijo tudi tradicionalno zračno hlajenje. Namreč gre za izjemno kompleksno zadevo, kjer naprimer tudi baterija oddaja ogromno količino toplote. Pri raznih ekipah smo seveda videli razne rešitve, a ta pri Williamsu je po svoje izjemno zanimiva. Ne smemo mimo dejstva, da če gledamo od zgoraj, je ta srednji del bolida izjemno čokat, širok. Ni tako sofisticiran, kot ga vidimo naprimer pri drugih ekipah. A vašo pozornost bi rad usmeril v tisto hrbtno plavut. Poglejte, vsaj približno, kako dolga je v svojem delu. Kot vam je verjetno znano, sem sam pri predstavitvi ter analizi bolidov uporabljal McLaren MCL 35M kot neko štartno primerjavo. Mnoge druge bolide sem dobesedno primerjal z McLarenom in tako določil, ali je bolj sofisticiran ali manj. Prvič zaradi dostopnih fotografij in drugič, ker je bil McLaren MCL 35M prvi predstavljen bolid. Sedaj, če malce pogledamo, kaj so napravili pri McLarenu in kaj so napravili pri Williamsu, nam bo slika začela postajati jasna. Namreč, iz tistega zgornjega kota bomo takoj opazili, da bočna struktura tam za hladilniki pri McLarenu je bistveno manjša kot pri Williamsu.
In da bomo bolje razumeli, dobil sem na razpolago 3D model Williamsa F243B. Namreč tista barvna shema, po mojem osebnem mnenju, več zakrije kot pokaže, zato nam bo ta montaža bistveno bolj pomagala. In seveda, ukolikor si malce predstavljamo, kako bi lahko potekal zračni tok, bomo videli, da pri Williamsu tisti glavni zračni tok gre po bočni strukturi in šele nato v območje menjalnika, pri Maclarenu bistveno prej. In če pogledamo druge posnetke, bomo tudi opazili, da tisti zgornji del pokrova pogonskega sklopa pri Maclarenu je bistveno bolj obilen. To nam že pokaže širina hrbtne plavuti. Pri Maclarenu je že na prvi pogled bistveno ožja. Seveda, sedaj bo marsikoga izmed vas zanimalo, zakaj je hrbtna plavut tako pomembna. O tem smo že govorili, a da ne bom predolg, kratka razlaga. Namreč hrbtna plavut pomaga ločiti tisti zračni tok na levi strani pokrova pogonskega sklopa od tistega na desni. Ko gresta okrog tega zgornjega dela strukture in nato sledita obliki, ne glede kaj naredimo, trčita levi v desnega in tam se zračni tok začne vrtinčiti. Če imamo tisto hrbtno plavut med levo in desno polovico, v bistvu prepreči tako močan trk. In tako imamo na tistem zadnjem aerodinamičnem profilu v bistvu bolj konstanten laminaren zračni tok in zato zadnji aerodinamični stabilizator bolje deluje. Hitra, kratka razlaga. Pri Maclarenu, kot vidimo, so se odločili za rešitev, katera ne upošteva teh prvin. Pri Williamsu so sprejeli drugačne kompromise. A sedaj, ko smo razumeli, kako so se odločili pri Williamsu in kako pri Maclarenu, se bomo začeli spraševati, kaj so pa naredili pri Aston Martinu z njihovim bolidom AMR 21. Namreč tu smo prvič opazili tisto grbino na pokrovu in seveda vidimo lepo, da je tista hrbtna plavut izjemno široka. Po drugi strani, če pogledamo malce, kako so oblikovane bočne strukture, vidimo, da so vitke. In tu, po mojem osebnem mnenju, je edini možen racionalni odgovor ta, da pod pokrovom pogonskega sklopa pri ekipi Aston Martin ni velikega prehoda zraka. Namreč že reže kot take vsrkajo določeno manjšo količino zraka, katera hladi hladilnike, izmenjevalce toplote in seveda pomaga pri hlajenju tudi drugih elementov, ter nato na zadku izide iz bolida. Seveda, če pogledamo fotografijo zadka Aston Martina, nam bo jasno, da je površina tistih izhodnih rež minimalna. In seveda, če se sedaj vrnemo k tisti izboklini na boku pokrova pogonskega sklopa, nam je jasno, da so zmanjšali celotno površino izpod tega pokrova in zato je tisti del pogonskega sklopa pač rabil to izboklino, da se je ta pokrov sploh lahko zaprl nad tem delom bolida Formule 1. Seveda izjemno ekstremna rešitev, a nič kaj takega kot tisto, kar smo videli pri Mercedesu. Tu sta izboklini dve in če se spomnite tiste analize, ki sem jo naredil pri predstavitvi določenih bolidov Formule 1, sta ti dve izboklini praktično na višini one, ki smo jo videli pri Aston Martinu. Ker so naredili še bolj vitek pokrov pogonskega sklopa, se je tu na sredini lahko bolj zožil ta element, aerodinamični element bolida Formule 1. Tudi če pogledamo od zadaj, bomo videli, da pri Mercedesu so izhodne reže vsaj na pogled manjše od tiste, ki jih vidimo pri Aston Martinu. Sedaj se lahko sprašujemo, kaj to pomeni. Najprej to, da pri enakem pogonskem sklopu imamo pri 4 ekipah
4 različne koncepte, kako ga hladiti. Imamo verjetno enega malce bolj zanesljivega in tu govorim o Williamsu. Imamo nekaj pričakovanega, nekaj, kar sledi tistim standardom v Formuli 1, kar bi lahko rekli zavideno pri McLarenu, čeprav sem ga uporabljal za razne primerjave. Nato imamo rahlo bolj sofisticirano rešitev Aston Martin in izjemno, da ne rečem ekstremno rešitev pri Mercedesu. Kar je pa lahko dvorezen meč. Seveda, ekstremna rešitev po svoje pomeni aerodinamično prednost. A v primeru, da je temperatura zraka visoka, lahko tudi to pomeni pregrevanje pogonskega sklopa. In po eni strani bomo lahko videli, če bo do tega prišlo, da bodo na karoseriji oziroma na pokrovu pogonskega sklopa začeli nastajati reže in to med enim in drugim prostim treningom, da smo si na jasnem. Po drugi strani bomo lahko videli, da pri tovarniški ekipi Mercedesa bodo uporabljali nastavitve pogonskega sklopa, ki bodo bistveno nižje od tistih, naprimer pri Williamsu ali pri McLarenu. In prav tu je lahko skrivnost. Tako pri Aston Martinu kot pri Mercedesu so lahko namerno šli v tako obliko pokrova pogonskega sklopa, ker bodo že vnaprej uporabljali nastavitev, ki bo določala manjšo potrebo po hlajenju. In govorim, da se bomo razumeli, o manjšem režimu vrtenja motorja z notranjim izgorevanjem. Posledično bo to pomenilo manjši hladilnik, manjšo potrebo po samem hlajenju, tudi naprimer baterije, MGUH, NGUK in vsega ostalega. Seveda, gre za mojo osebno špekulacijo in nimam nobenega dokaznega gradiva, s katerim bi jo lahko potrdil. A na tisto, kar je videno do sedaj, nimam drugih razlag. Upam, da sem na vprašanje odgovoril, da sem dal tudi komu drugemu malce za razmišljati, zakaj smo lahko videli tako različne rešitve. Zaenkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.